Lep dober večer in pozdravljeni v oddaji. Začnimo teden z Lili Sorum. Danes se bomo pogovarjali o definicijah. Leto 2023, vedno znova ponavljam, je leto osebnostne, duhovne rasti. Veliko govorimo, da potrebno je najprej vedeti, kaj želimo, sicer se vesolje na to ne more odzivati, zakon privlačnosti vsi poznamo, vemo, da meditacije pomagajo, afirmacije pomagajo, ampak kolikokrat pa si pomagamo razumeti sami sebe, se pravi sami sebe zdefinirati, oziroma če se kar postavim v vlogo vesolja in vam po domače rečem, zjasnite se, kaj bi radi, kako bi radi, kdaj bi radi, zakaj bi radi, s kom bi radi in tako naprej. Vse to so vprašanja, katere verjamem, da si velikokrat v življenju postavljamo, da brskamo po sebi, počasih ne najdemo odgovorov. Zato bomo tudi tokrat si pomagali z numerologijo, ampak šele malo kasneje. Torej, kaj je definicija? Definicija je pravzaprav misel, spisek. Kaj je za vas definicija? Kdaj oblikujemo definicije? Zelo zgodaj v otroštvu, kar je v bistvu logično, to, kar vemo. Kolikokrat pa to dejansko upoštevamo? Vemo, ampak ni nujno, da to živimo, pravzaprav vemo, ampak ni nujno, da to čutimo, pravzaprav vemo, ampak kaj zdaj s tem delamo. Vemo, da običajno pritegnemo take partnere, kot so bili naši starši, kar je logično. Vemo, da če smo se enkrat zelo opekli, bomo drugič previdni, kar je logično. Kako oblikujemo naše primarne definicije, nam pa morda ni dovolj logično. Je že res, da so se naše delovne navade oblikovale nekako do 5. leta starosti. Je že res, da naša osnovna definicija, kaj odnos je, kaj ljubezen je, kako se to izraža, se tudi oblikuje v rani mladosti. Vedno pa imamo izbiro. Se pravi, če smo odraščali v nasilnem domu, se to lahko potem odraža v našem življenju, da tudi mi zelo močno, intenzivno, agresivno, nasilno morda kažemo svojo pozornost, svojo naklonjenost, oziroma morda šele, ko komunikacija postane intenzivna, nasilna, agresivna, ji prisluhnemo. Lahko nam nekdo na zelo lep način želi povedati, da nas ima rad. Lahko nam želi povedati, da smo lepi, da smo čudoviti, pa tega ne slišimo, ker je prenežno, ker smo navajeni na intenzivnost, na agresivnost. In mnogokrat se potem zapletemo v odnose in v situacije, kjer zamenjujemo to intenzivnost, se pravi, ali je to drama, ali je to nasilje, ali je to jeza, ali je to vedno znova nek konflikt, ali neka strast, ki se mora vse kresati in rabimo najmanj gasilce, z intimnostjo. To zamenjujemo s tem, da zdaj pa to res je tako, ker vendarle tako močno čutim, da ga bom kar počil. Vse to se oblikuje v naši mladosti in se potem lahko odraža na tak način. Ali gre v drugo skrajnost, se pravi, bežimo stran od intenzitete, se je ustrašimo, se je izogibamo konflikta, raje trpimo in smo tiho in ne povemo našega mnenja, ne izrazimo svojega mnenja, svojih prepričanj, se popolnoma podredimo drugi osebi. Seveda ste uganili, druga oseba verjetno ne bo pasivna, ampak poslej kot prej postala agresivna. Tudi če izbiramo situacije, kjer se zdi, da smo lahko pasivni, smo lahko tihe miške, te situacije običajno ne zdržijo celo naše življenje. Torej, veliko je situacij, v katerih smo se mi oblikovali in še več je situacij, v katerih potem delujemo na podlagi teh osnovnih definicij. Torej, preden gremo v temo definiraj se vendarle človek, kaj bi rad, da ti lahko pomagam, da ti lahko postrežem, se posvetimo tem definicijam, za katere vemo, da jih s seboj nosimo. Leto 2093, 92, pa gremo. Ok, Merkur je retrograden, ko smo tole snemali. Leto 2023 je leto 7, kar pomeni, da v letošnjem letu je naša podzavest glasnejša in naša pozornost mogoče malce slabša. Torej, kaj so tiste osnovne definicije? Kako vi danes, kot odrasla oseba, ne bom rekla strokovno, ampak odraslo ocenjujete odnos, ki sta ga imela vaša starša? Kako ga doživljate? Kako svojo mamo doživljate kot partnerko svojemu očetu? Kako svojega očeta doživljate kot partnerja svoje materi? In kako ste jo doživljali kot otrok? Vi kot otrok, kako ste dojemali svojo mamo, svojega očeta, svoje brate, sestre?
bratrance, sestrične, tete, strice, babice, detke, sosede. Je bil svet varen? Je bil svet nevaren? Kakšno je bilo vaše okolje? In kakšni ste bili vi v tem okolju? Ste bili boječ otrok? Ste bili predrzan otrok? Ste bili uporniški otrok? Kakšni ste bili, ko ste bili stari 3 leta, se spomnite, so vam povedali? Kakšni ste bili v puberteti? Pri 3-4 letih, ko nekako začnemo zaznavati svoj svet, začnemo uveljavljati svojo voljo. Se pravi, to je to obdobje, ko je vse zakaj, pa potem je vse ne. In podobno se nam zgodi tudi, ko smo v puberteti. Takrat smo vsi najbolj pametni, noben nima pojma, najmanj naši starši. Pa potem pri 40-ih, se veste, kaj pravijo, kako bi danes še mamo nekaj vprašal, če bi jo le lahko. Torej, takrat se oblikujejo naše definicije in pa naše meje. Vzemite si po tej oddaji dovolj časa, da razmislite, kaj ste si vi kot otrok odločili, da partnerski odnos je na podlagi odnosa takšnega, kot ste ga vi dojemali od vaših staršev, razumsko in na to še energijsko. Nekaj je naša pamet, ki je seveda otroška pamet na stopnji 3-letnika, 5-letnika, 8-letnika, 15-letnika. Energijo pa otroci čutijo mnogo bolj kot mi odrasli. Verjemite mi, 10 let sem delala v vrtcu, v jaslih. Rodimo se razsvetljeni. Vse nam je jasno. Potem pa življenjem, z vzorci, z omejitvami, s prepričanji, nam ta, bom rekla, lucidnost kar nekako uide. Torej, pejte nazaj v tistega 3-letnika, poskusite se spomniti čim več ključnih trenutkov, v katerih ste vi dojemali odnos vaših staršev. To je vaša primarna definicija ljubezni, odnosa, partnerstva. Ne glede na to, ali imate zdaj reakcijo na to definicijo na način, da boste enaki, da boste podobni oziroma da boste nasprotni. Torej, lahko ste šli v uporništvo ali v to, da ste temu sledili. Kar velja za popolnoma vsa področja našega življenja. V otroštvu naše prve izkušnje so določile naše definicije. Kar je v bistvu logično. Če bomo šli zdajle v neko eksotično restauracijo. Denimo, da so pristali Marsovci na Zemlji in so rekli, mi pa se preživljamo čist drugače, mi imamo čist drugačno hrano, vam bomo priredili večerjo. Naša prva izkušnja bo definicija, taka je marsovska hrana. Če ste toliko stari, da se še spomnite časov, ko kitajska hrana ni obstajala v Sloveniji, verjamem, da se morda spomnite tudi vaše prve izkušnje v kitajski restauraciji, ko se mi je zdela ta mravlje plezajo na drevo, takšni in drugačni izrazi, sila eksotični, sila nenavadni, marsikdo, moja mama recimo, je imel velik odpor do kitajske restauracije oziroma njihovega načina hranjenja. Torej, brskajmo po spominu, brskajmo po naši podzavesti in ne iščimo misli, ampak iščimo občutek. Ali nam je ta izkušnja prinesla ugodje, nam je prinesla občutek varnosti ali občutek nevarnosti. Če smo odraščali v domu, kjer sta se starša veliko prerekala, kjer je bilo veliko nasilja, kjer je bilo veliko mogoče tudi odhajanj ali samo odsotnosti, tudi če to samo čustvena odsotnost našega starša, smo razvili prepričanje, da v odnosu nismo varni. Seveda nam bo potem domače biti v odnosih, v katerih se ne počutimo varni. In obratno. Torej, vse te definicije so se oblikovale v našem otroštvu. Verjamem, da če boste želeli, si boste vzeli dovolj časa za to, da jih boste raziskovali. Kaj pa zdaj? Zdaj smo pa odrasli, od nas se pričakuje, da vse razturamo, vse vemo, beremo knjige, vse razumemo, vse to, kar sem zdaj jaz povedala, nam je itak že jasno, to ni čisto nič novega in res je temu tako. Če pa sem zdaj jaz vesolje, poglejte, tole zadaj za mano, koliko je tehle mehurčkov, barv in tako naprej. Vesolje je razsežno, to vemo. Vesolje se razvija, se širi, tudi to vemo. Kaj pa mi? Širimo svoje obzorja, se izobražujemo, si jemljemo kvaliteten čas za sebe, da raziskujemo tako sebe, kot okolje, kot vesolje, kot možnosti. Kaj vse je bilo nemogoče 10, 15, 20 let nazaj? Ko sem jaz odraščala, avion, ki pa. To ni bilo tako, kot zdaj, ni bilo Ryanaira, nisi se usedel za 10 evrov, pa potoval na drug konec Evrope. Marsikaj nam je zdaj dosegljivo, pa tega ne izkoriščamo. Se pravi, pravzaprav, ko govorimo o definicijah, govorimo o tem, da dajmo izkoristiti maksimalno svoj potencial. Zato je moje vprašanje vam,
Ali menite, da maksimalno živite in izkoriščate svoj potencial? In če se zdaj vrnem na vesolje, vse to je možno. Če sem jaz vesolje in vas takole gledam in si mislim, lih ne vem, kaj bi počela, kaj če bi zdajle vam ful polepšala dan in bi vam neko fenomenalno presenečenje podarila. In pa začnem tako vas gledati energijsko, kdo ste vi, kaj vas osrečuje, česa si želite. Pol naletim, da je ena tako zoprna zadeva vaših miselnih vzorcev, ker jaz vam lahko pošljem vse od sreče, zdravja, ljubezni, bogatstva, fizične lepote in tako, vse vam lahko pošljem, razumete, sem vesolje, vse imam, če nimam, bom pa pač razvila, ampak na drugi strani je pa zdaj ta lukenca ta košara, ta prostorček, kamor bi zdaj to se dala, premajhen. To pa so definicije, ki jih seboj nosimo v odraslem življenju. In če vi ne veste, če se si želite, vam vesolje to ne more dostaviti. Pravi, tudi ko gremo v gostilno, si pogledamo menu in se ne znamo odločiti, nam natakar ne bo prinesel tistega, če ne vemo, kaj bi radi. Se pravi, če bomo naročili pico, ne bomo dobili postrvi. Če bomo nekomu rekli A, ne bomo dobili B. Torej, te definicije so pomembne zato, da sploh znamo sebe zjasniti naprej v odnosih z drugimi. In dokler sami sebi ne priznamo, da morda določen način odnosov za nas ne funkcionira, nas ne osrečuje, določena oseba nas ne izpolnjuje, določena služba nam več ni izziv, do takrat ste ujeti v teh majhnih možnostih, namesto da bi stopili ven. Torej, ne glede na vso teorijo, ki smo jo zdaj povedali, dokler ne bomo stopili v prakso in si zjasnili, kaj je tisto, kar je za nas pomembno, s tem, da si jemljemo pravico, da si premislimo. Ko smo bili stari 3 leta, je bilo pomembno, da smo nekako zlezli ven iz plenic, da smo se naučili voziti kolo, smo se naučili jesti, smo se naučili zavezati vezalke. Pri 15 smo se učili voziti avto mogoče, pa smo imeli take visokoleteče plane, kaj vse bomo. Pri 35, kje so ti visokoleteči plani? Kje sebe vidite pri 65? Kje sebe vidite pri 95? Jaz sem imela pred leti 3 sosede, vse so bile krepko čez 90. Vsak dan na Šmarni gori, aktivne, agilne, odločne, take res bejbe so bile. Tako da starost, dragi moji, ni izgovor. Kje sebe vidite, ko boste stari 95 let in za katero definicijo, za katero odrekanje si boste takrat učitali? Kajti, ko smo stari 30, pa 40, pa 50, se nam zdi, da imamo še čas. Pa se nam zdi, da pa se je v redu. In ta stavek, pa se je v redu, pa se mi ni hudega, je ena izmed najbolj nevarnih definicij. Ker ko ste bili stari 3 leta, pa 15 let, verjamem, da niste razmišljali na tak način. Verjamem, da niste razmišljali na način, pa se je v redu, se kva. Če pa ne grem na ta koncert, ali pa ne grem v kino, ali pa ne grem na tekmo, ali pa ne vem, vse brez veze, mislim. Vse je v redu. Ali ste se uporniško, tako kot večina najstnikov, borili za svoje pravice, zahtevali, prosili, prepričevali starše, da bi bili radi zunaj vsaj do polnoči, da bi šli radi v diskoteko, da bi radi poskusili to in ono, bi šli radi na izlet s prijatelji. Vse to, kar je bilo mogoče za tisti čas, tisto starost, vam še vedno nedosegljivo in prepovedano. S to isto vnemo danes presegate si tisto, kar se zdi prepovedano, nedosegljivo z takih in drugačnih razlogov. To je sebe zdefinirati. Ko znate povedati, česa si želite in si znate obenem povedati, kako boste to dosegli. Ko smo stari 15 let, imamo ful idej, kako bomo to dosegli. Ko smo stari 15 let, imamo nekih scenarijev, kako bomo mi šli na žur, pa nič ne bomo pili na žuru, pa celi pridni bomo, pa itak bomo domačo nalogo zraven delali, pa se bo tematiko učila, nekaj to se pa res dela v soboto zvečer ob 11. Se znamo obljubiti in se znamo potruditi. Kam je šel ta čar? Kaj je tisto, za kar bi se maksimalno potrudili? Kaj je tisto, zaradi česar bi šli čez most, ki gori? To sem prebrala v eni knjigi pred leti, pa se ne spomnim v kateri, ampak sem si zelo zapomnila ta primer. Vsi imamo nekaj, zaradi česar bi šli čez most, ki gori. Za mnoge je najbolj plastičen in razumljiv primer, če je na drugi strani mostu njihov otrok. Bi šli čez gorec most, da bi ga rešili. Zdaj, kaj je tisto, in morda, če mi dovolite predrzno vprašanje,
Ali ste vi vredni, da bi šli za sebe, za svojo srečo, svojo izpolnjenost, svoje definicije ljubezni, uspeha, zdravja, dobrega počutja čez goreči most? In če te energije tukaj več ni, nič hudega, obljubite si, da boste na tej energiji delali. Obljubite si, da boste tudi za sebe goreče delali, da vam ne bo težko se zjasniti, kaj bi želeli, kajti ko se zjasnimo, se velikokrat stvari kar nekako postavijo na svoje mesto, kajti življenje je včasih zelo preprosto. Ko znamo povedati, kaj si želimo, se tiste osebe, ki nas imajo resnično rade in nas resnično sprejemajo takšne, kot so, potrudijo. Če se ne, smo pa potem na tistem večnem vprašanju, ali bomo poslušali sebe ali druge. In zdajle bomo, dragi moji, prisluhnili numerologiji. Torej, če se štejete svoj rojstni datum do ene same cifre, boste dobili število življenjske poti. Kot tudi zdaj že vidite na zaslonu, toliko cajta te številke seštevate, pomagajte si lahko tudi s prsti ali pa z mobitelom, da dobite eno samo cifro. To je število življenjske poti, ki nam razkriva naše talente, naše darove. Na moji spletni strani in v mojih oddajah smo tudi že malo več povedali o temu, pobrskajte, če vas zanima. Pričeli bomo pa seveda pri enkah. Enke ste zelo odločne, zelo samozavestne, zelo usmerjene v cilj. Včasih ste malo prehitre, malo preveč impulzivni, včasih same sebi zakomplicirate življenje enostavno s tem, da se vam mudi. Torej, vas bi predvsem opozorila. Super je, da imate definicijo, super, da vidite cilj pred seboj, naj se vam pri temu ne mudi, nič, kar je vašega, vam ne bo ušlo. Torej, pri vas pravzaprav ne gre tako zelo za neodločnost, kot mora biti za prehitro odločnost. Dajte prespati, preden tisti lok napnete in spustite puščico. In če vam ne uspe v prvem poskusu, drage moje enke, nič hudega, vam bo pa v drugem, v tretjem, v 27. Dajte si čas in v procesu predvsem uživajte. Tako se boste tudi vi zdefinirali na povsem drugačen način in ne boste prišli v restauracijo pa rekli, župa bom, govejo, ampak boste rekli, poglej, kaj se je na meniju, morda pa bi danes poskusila zelenjavno, ali pa gobovo, ali pa kitajsko. V življenju je veliko več možnosti, kot jih vi vidite. Število življenjske poti 2. Drage dvojkice, sebe poslušajte. Dvojke moje, zlate ste, ko ste prijateljice, zlate partnerke ste, zlate ste v tem, da znate videti drugo plat zgodbe. Tokrat pa pogledajte najprej svojo plat zgodbe. Svoje doživljanje, svoje občutke, svoje želje, svoje strahove, svojo srečo. Torej, iz obeh plati zgodbe pojte v svojo zgodbo. Tisti ljudje, ki so vam namenjeni, se vam bodo pridružili. Tisti ljudje, ki so bili pa bolj kot ne odsev nasprotnega od tega, česar si vi želite in kar vi potrebujete, pa morda niti niso najboljša izbira v vašem življenju. Število življenjske poti 3. Drage trojkice, ustvarjalne ste, kreativne ste, kar gre seveda lahko v obe smeri. Za vsak problem lahko najdete rešitev, ki je malo prismuknjena in vam bodo ljudje rekli, pa kje si se ti tega spomnil, moj bog? In za vsako rešitev lahko najdete tudi problem, za katerega vam bodo podobno rekli, moj bog. Kje tle vmes ste pa vi? Kaj je tisto, kar vas izpolnjuje? Katera ustvarjalnost je tista, ki vas izpolnjuje? Katera pa je tista, ki prinaša več drame? Sta pogovor o intenzivnosti velja tudi za vas. Se pravi, kdaj morda ta potreba po kreaciji, po ustvarjalnosti, po domišljiji, po barvitosti pravzaprav izvira iz tega, da imate občutek, da niste dovolj. Če niste. Torej, ta ognjemet naj se preprosto umiri, ker prečudoviti ste, v katerikoli barvi ste, ne rabite jih vseh naenkrat uporabljati. Število življenjske poti 4. Drage štirke, ste bitje navade, ste bitje rutine, ste bitje varnosti, zasidranosti, zanesljivosti. Zato običajno izbirate tiste poti, ki so prehojene, ki so poznane, po vsej verjetnosti podobne vašim staršem ali nekomu, ki vas je zelo fasciniral. Je to resnična vaša pot? Je to resnično pot, ki v vas prebuja občutek varnosti in pripadnosti? Včasih se rodimo v družbo, v družino, v koncepte, ki nam niso blizu. Zato pravijo,
da družina so tudi tisti prijatelji, ki so vedno ob nas. Ste zanesljivi, ste marljivi, ste mož besede. Bodite mož besede tudi sebi. In raziskujte, kaj je tisto, kar ta občutek varnosti in miru v resnici prebuja v vas. Ne tisto, kar se od vas pričakuje, da bo prebujalo od vas. Jaz verjamem, da kar nekaj novih poti vas čaka v letih, ki prihajajo. Število življenjske poti 5. Drage petke, dinamične ste, neustrašne ste, rade eksperimentirate, ste včasih malo podobne točno tistemu najstniku, ki zdaj pa iz principa ne bo. Torej, kaj v življenju morda zdaj iz principa ne sprejemate samo zato, ker vam nekaj ni bilo prav? Dajmo si naliti čistega vina, samo zato, ker nekaj ni točno tako, ali je točno tako pravzaprav? Kdaj ste malo preveč upornika sami sebi v škodo? Kaj je tisto, kar morda definirate za voljo definiranja in reagirate, namesto da bi bili vi tisti, ki ste naredili prvi korak in se odločili? Nekaj je odziv, nekaj pa je odločitev in izbira. Število življenjske poti 6. Drage šestice so čutne, ljubeče, nežne. Bodite tudi do sebe. Za voljo sreče nekoga, ki ga imate ve zelo rade, ste se sposobni odreči z lastne sreče. Torej, koga pravzaprav osrečite s tem? Če je meni namenjena čokolada, bo ta čokolada prišla do mene, pa če se vi na glavo postavite ali pa ne. Ker tukaj zadaj so mogoče silnice, ki so močnejše od vas in od mene. Ampak kdaj boste pa vi prišli do svoje čokolade? Ali pač jogurta, sadja, tistega, kar vas osrečuje? Kdaj točno boste vi prišli na vrsto, če se vedno postavljate na drugo mesto? Število življenjske poti 7. Drage sedmice, ne rabite biti popolne, ne rabite biti izvrstne, perfektne, da bi si zaslužile dobro. Ko govorimo o vaši definiciji vas, zagotovo govorimo tudi o perfekcionizmu, o pretirani strogosti do sebe, o pretirani zahtevnosti do sebe, in to ponavljam v mnogih oddajah. Ko sebe definirate, ne pogojujte svoje sreče s tem, da morate biti pametni, sposobni, boljši kot včeraj, boljši kot cel svet in tako naprej. Ampak svojo srečo samo sprejmite kot to, kar je. Sreča, radost, ljubezen. Otrok, ko se rodi, ne zna jesti, ne zna uporabljati kahlice, ne zna hoditi. Pa največ ljubezni običajno prejme takrat. V svoji največji nepopolnosti, nesposobnosti, če želite. Torej, bodite tudi vi do sebe enako strpni, kot bi bili do otroka, in ne povezujte tega, koliko ste sposobni s tem, koliko ste vredni. Podobno velja tudi za število življenjske poti 8. Drage osmice, tudi veste včasih prestroge do sebe v smislu, da zahtevate uspeh, zahtevate rezultate in če jih ni, se tepete po glavi. Tudi za vas velja podobno. Vsi smo se rodili takšni, da še nič nismo pravzaprav znali. Pejte nazaj v to energijo. Rodili ste se z neizmerno zalogo lastne dragocenosti, ki je po vsej verjetnosti tekom življenja malo odtekala stran. Torej, kam je odtekla? Komu je odtekla? Zakaj je odtekla? Morda odgovore na ta vprašanje ne boste prejeli. Pomembno pa je, da se vrnete nazaj v to energijo dragocenosti in nevrednosti. Ne vrednotite se, kajti jaz kot vesolje vas ne vrednotim. Zame ste človeško bitje in odzivam se na vašo energijo. Torej, kakšno energijo se boste vi odločili, da boste oddajali meni, da bom jaz kot vesolje vedela, če se si vi želite. In še število življenjske poti 9. Drage devetke, povezane s celoto, povezane z univerzom, resnično razumete, da smo vsi med seboj, ne bomo rekli enaki, ampak da smo med seboj povezani, da na enem koncu sveta, ko se nekaj zgodi, se to čuti tudi na drugem. Sebe pa tukaj mogoče vmes malo zgubite v tej široki sliki. Torej, pejte nazaj v svojo lastno individualnost.
Včasih zelo nasplošno govorite, včasih zelo radi posplošujete, včasih ste zelo čustveni in potem ta čustva preplavijo celotno sfero vašega življenja. Torej, če sem vesolje, mogoče težje razumem specifike vaših definicij, specifike tega, česa si vi želite, specifike vaših ciljev. Bodite malo bolj natančni pri opisovanju. Najdite nekoga, ki je 7. Sedmice so fenomenalne v tem. Sedmice imajo takoj še 4 anekse zraven, 5 dopisanih, bom rekla, alinejic. Povežite se z ljudmi, ki pa morda so zelo pragmatični, zelo natančni in dobri točno pri temu, pri definiranju. Naj vam pomagajo. Torej, to je bil pregled od 1 do 9. Rekla bom, naše definicije so seveda pomembne. Vsak izmed nas je pomemben, vsak izmed nas ima svojo pot. Moja pot je drugačna vaši. In tako je prav. Torej, ne primerjajmo se z drugimi, ne primerjajmo se s tem, kaj je nekdo dosegel do svojega 20. leta. Naša vrednost, naše bistvo absolutno ni zajeto v stopnji izobrazbe, stanju na bančnem računu, število gub pod očmi, število kilogramov in tako naprej. Vi ste vi in samo eni ste na tem svetu. V celotni zgodovini človeštva ste unikat. Torej, obnašajte se do sebe podobno, kot bi se odnašali do dragulja, ki so ga našli na nekem eksotičnem mestu in so ga zato, ker je tako zelo redek, najvišje ocenili. Torej, ko boste vi sebe najvišje možno ocenili, boste prišli do tistih definicij, ki so potrebne za to, da bi tudi vi svoj največji potencial lahko živeli. Je to sebično? Ne verjamem. Poglejte Oprah. Če bi ona ostala radijska voditeljica, nekje skrita v studiu, kaj ne bi bil svet prikrajšan za njene oddaje, ne glede na to, ali vam je ona simpatična ali ne. Ne moremo zanikati, da je bila definitivno prodorna energija v svetu televizije na področju pogovornih oddaj, duhovnih tem, osebnostnih tem, da je odpirala teme, ki so bile zelo kontroverzne, da je dajala prostor drugačnim in da je močno spremenila ali pa vsaj vplivala na to, kako mi doživljamo svet. Kaj ne bi bilo škoda? Pomislite na nekoga, kogar vi zelo občudujete. Kdo je vaš heroj? Kdo je vas zelo inspiriral, se vas zelo dotaknil? Koga vi doživljate kot nekoga, ki je zelo uspešen in ki je velik doprinos svetu? Kaj ne bi bilo škoda, če bi ta oseba se skrivala za svojimi obrambnimi mehanizmi, za definicijami svoje družine, kajti če berete, kakšno je bilo življenje Oprah, ni bilo enostavno. In življenje ljudi, ki jih mi danes občudujemo in jih dojemamo kot uspešne in jih dojemamo kot nekoga, ki jim gre to z levo roko, to sploh ne boš verjeti, takšen se je rodil. Ni res. Ni res. Vsi smo se rodili dokaj nebogljeni in smo se šele mogli naučiti jesti, hoditi na stranišče, se obleči, se obuti. Hoditi, laufati, plesati. Vsi smo se mogli stvari naučiti. Vsi smo v nečem boljši kot v drugem. Zaradi tega nas tudi osrečujejo različne stvari. Torej, dragi moji, bolj kot boste vi sami do sebe se obnašali kot do unikata, bolj kot boste radovedni, bolj kot boste brskali, kajti dejstvo je tudi, da to, kar vas je osrečevalo 15 let nazaj, vas mogoče sedaj ne več. In s tem ni nič narobe. S tem, kar ste vi, dragi moji, ni nič narobe. Smo pa ljudje, se pravi, smo bitja razvoja, rasti, spremembe, učenja. Zato je prav, da na sebi delamo, da se izpopolnjujemo, da določene stvari pri sebi sprejmemo, negujemo in da se učimo tiste morda malo manj primerne mehanizme spreminjati in zdraviti. Kajti, ko smo bili stari 3 leta, smo se morda tudi metali po tleh, ko smo bili užaljeni, smo tudi morda jokali, pa smo se naučili drugačnega, bolj zrelega, bolj odraslega obnašanja, odzivanja, delovanja. In vsi izmed nas imamo nekje v sebi še 3 leta starega otroka, ki enostavno še ne zna. Tudi če smo stari 95, tudi če smo stari 105 let, en delček nas se še uči. Tistemu delčku priskrbite kvalitetnega učitelja. Tisti delčki, ki pa že rasturajo, pa ne bodo pohvaljeni. Pravzaprav, ko govorimo o definicijah, govorimo o tem, da smo čuječi v trenutku,
da sebe prepoznavamo, da si prisluhnemo in da znamo prepoznati, kje je potrebna sprememba, rast, razvoj, učenje, zdravljenje, kje pa je potrebna pohvala. Torej, dragi moji, jaz verjamem, da je ogromno stvari, za katere je prav, da se boste pohvalili in da bomo skupaj po tej poti lastnega spoznavanja sebe tudi naprej še vedno z dvignjeno glavo hodili. Jaz vam želim en čudovit večer še naprej. Pazite na sebe, predvsem pa imejte sebe radi točno takšne, kot ste, kajti tudi to je definicija vesolja.